pred kratkim je večja količina novega snega padla in tudi temperature so ostale nizke, kar pa pomeni, da se bo sneg dlje časa preobražal. To se pravi, snežna odeja bo dlje časa nestabilna in to pomeni, da moramo biti tudi pripravljeni ali pa računati s tem, kam se odpravljamo, glede na teren, po katerem bomo hodili, smučali, deskali. Kakšne nevarnosti prežijo v gorah? V gorah trenutno je velika nevarnost, se pravi, da sprožimo plaz, in pa tudi tam, kjer je spihano, je pa podlaga trda, nekje tudi poledenela, to se pravi, v tem primeru pa še tudi zdrs. Veliko ljudi se zdaj odpravlja v gore in prav plazovi so tisti, ki so zelo neprijetni. Kaj moramo imeti s seboj? Zelo pomembno je, da predno gremo, da se na turo pripravimo, da vemo, kam gremo, s kom gremo, kakšno opremo potrebujemo. Po zimi je običajna stvar lopata, žolna in pa lopata, žolna in sonda. Ja, jasno, tudi svetilka pride v poštev, ker so dnevi krajši, čeprav se že daljšajo, ampak še vedno krajši in nas lahko tudi tema ujame. Večina koč je trenutno zaprtih, samo nekatere so odprte in tudi s tem moramo računati pri pripravi ture ali pa ko se odločamo, kam gremo, ker dnevi so še vedno kratki. Mogoče z vaših ust še eno opozorilo vsem tistim, ki se v teh dneh odpravljajo v gore. Vreme je res vsak dan lepše in nas to lahko premami. Tisti, ki se sedaj odpravljajo v gore ali poznajo, kam grejo, tistim pa, ki ne poznajo teh razmer dobro ali pa tudi ne znajo presoditi te razmere, pa svetujem, da do tam naj grejo, kadar čutijo, da še obvladujejo situacijo, potem pa se obrnejo in grejo nazaj, pa bojo enkrat drugič šli na to turo. No, mogoče lahko spregovoriva tudi o teh turnih smučarjih, ki smučajo na tem, kjer so zavarovani deli. No, pri nas ob smučiščih ali pa na smučiščih turni smučarji tudi smučajo, vendar ni še tako razširjeno kot pa v Tuniziji, na primer. Drugače pa je s turnimi smučarji, ki grejo izven smučišč, ti so pa običajno vedo, kam grejo in so pripravljeni in tudi za ustrezne ture.